Voda z okusom, gazirana pijača, ledeni čaj, nektar, naravni sok, pijača za športnike in energijska pijača. Okusi so različni. Najraje imam gazirano pijačo. Med treningi pijem vodo, drugače doma pa ledeni čaj. Voda z okusom. Da bi odkrili, koliko sladkorja vsebuje posamezna pijača, so se učenci, ki so vključeni v projekt Voda zmaga, lotili posebnega eksperimenta. Točili, očitavali, tehtali, primerjali in preračunavali so, koliko sladkorja v 2 decilitrih vsake od pijač. Mi smo ugotovili, da ima voda najmanj sladkorja oziroma da ga nima. Največ sladkorja ima pa energijska pijača, in sicer 24,8 gramov na 200 ml. Rezultati eksperimenta so torej pokazali, da v vodi ni sladkorja. V vodi z okusom pa je sladkorja kar za čajno žličko in pol. V 2 decilitrih gazirane pijače je nekaj več kot 5 žličk sladkorja, rekorder pa je energijska pijača, v kateri je kar 6 žličk sladkorja. Me je presenetilo, da ima pijača za športnike zelo malo sladkorja, ledeni čaj pa zelo veliko. Mene je zelo presenetilo, da ima voda z okusom toliko sladkorja. In prav sladkor je tisti, ki škoduje našemu telesu. In kaj se zgodi, ko sladkor pride v našo telo? Organ, ki mu pravimo trebušna slinavka, začne pospešeno proizvajati inzulin. To je hormon trebušne slinavke, ki poskrbi, da naše telo uravnovesi povečan sladkor, tako da ga začne skladiščiti. Veliko ga uskladišči v jetrih, ta pa ga pretvorijo v maščobo. In maščoba se začne kopičiti po telesu. Sladkor ni dobro, zato ker povzroča debelost, karies, sladkorno pa za srce ni v redu. Voda torej zmaga in da bo vaše telo pravilno delovalo, je morate spiti vsaj 1,2 deci na dan.